No, danes se lotevamo nečesa posebnega. Pesmi, ki jo verjetno pozna vsak, ki je kdaj bil na kakšni slovenski fešti. Govorim seveda o Prletna žur od ansambla Stil. Ampak ste se kdaj vprašali, kaj se v resnici skriva za tem nalezljivim ritmom? Danes bomo to pesem razstavili na prafaktorje in odkrili, da je v ozadju pravzaprav presenetljivo dobro spisana zgodba. In seveda, začne se s tem, z refrenom, ki ga vsi poznamo na pamet. Ampak pazite, to ni samo vabilo, to je izjava o nameri, takoj postavi ton za cel večer. Pričakujte čisto energijo, nepogrešljiv stil in občutek, da smo vsi skupaj. To je pa seveda šele ogrevanje. Poglejmo, kako bo potekala naša analiza. Začeli bomo z vabilom in pravili igre. Potem bomo raziskali, kaj ta žur sploh pomeni. Osredotočili se bomo na osebno misijo našega glavnega junaka, nato pa doživeli dramatičen preobrat z novim likom in vse skupaj zaključili z res nepričakovano obljubo. V redu, vsaka dobra zabava potrebuje nekaj osnovnih pravil, a ne? In ta ni nobena izjema. Pesem se ne začne kar z glavo skozi zid, ampak najprej postavi temelje, določi atmosfero za celotno noč. In tukaj so ta pravila, črno na belem. Prvič, stil je obvezen, to je jasno. Drugič, v zraku mora biti veliko ljubezni. Tretjič, malo se bo seveda tudi popilo, ampak zmerno. In četrto, morda najpomembnejše pravilo vsake legendarne zabave, diskretnost. To je v bistvu obljuba varnega prostora. Vsi se lahko sprostijo, ker vemo, da kar se zgodi na žuru, ostane na žuru. No, zdaj pa pridemo do dela, kjer se pesem začne resnično poglabljati. Ta žur očitno ni samo nek pobeg od realnosti. Ne, ima globši, skorajda terapevtski namen, ki ga besedilo zelo jasno izpostavi. In da bi to razumeli, moramo najprej razumeti koncept žura. To ni samo party. To je slovenski kulturni fenomen, je ventil za sproščanje stresa, prostor za druženje, za ustvarjanje spominov. In ta citat pove vse. Glasba tukaj ni samo neko ozadje, je aktivni element, je zdravilo. Celotna zabava tako postane neke vrste kolektivna terapija, kjer ritem zdravi dušo. In to je tista ideja, ki to pesem dvigne na raven neke običajne veselice. Ampak ne pozabimo, ta zabava ni samo kolektivna izkušnja. Pesem nas zelo hitro preusmeri stran od množice in nas potegne v zelo osebno misijo enega posameznika. Kljub vsemu dogajanju ima naš protagonist v glavi samo en, ampak res samo en cilj. Besedilo nas na to, kar pripravi. Z verzom tale poezija ima še eno sporočilo, nam da vedeti, da se za vsem tem hrupolen in energijo skriva nekaj več, nek zelo jasen, romantičen namen. In bum, tukaj je, vse bogastvo tega sveta, vse materialne stvari, vse je nepomembno v primerjavi z njo. Ta vers popolnoma preobrazi našega protagonista. Ni več samo udeleženec žura, ampak je romantični junak na misiji. Njegov edini cilj te noči je osvojiti njeno srce. In kako se namerava tega lotiti? Njegov pristop ni agresiven, ni direkten, je nežen, skoraj poetičen. Ne gre za neko klasično osvajanje, ampak za pihanje na dušo. To je res pomemben detajl, še posebej, če pomislimo, kaj sledi takoj za tem. In ravno ko mislimo, da razumemo zgodbo, da je vse jasno, pesem vrže v igro popolnoma novo karto. Vstopi nov lik, Pero Martič, in s seboj prinese popolnoma, ampak res popolnoma drugačno energijo in perspektivo. Scena je postavljena za součenje. Zvok se spremeni, ritem postane drugačni, ton pa se premakne od romantičnega k nečemu veliko bolj direktnemu, celo humorističnemu. Poglejmo si tole primerjavo, ker je genialna. Na eni strani imamo našega poeta, ki želi pihati na dušo, na drugi pa Pero Martič, ki pride v diskoteko in dekle direktno povabi na zaseko. Ja, prav ste slišali, na namazi slanine. To je kontrast med poezijo in, kmečkim turizmom. Dva popolnoma različna svetova zapeljevanja v enem komadu. Načrt Pere Martiča je genialen v svoji preprostoti, skoraj kot vojaška operacija. Prvič oprema, Nike trenirka, seveda. Drugič hitra identifikacija cilja. Potem pa sledi povabilo, ki ga je očitno težko zavrniti. Pridi na domače kislo mleko. To ni samo pijača, to je obljuba pristnosti. In za konec jasen cilj, stiskanje pod deko, brez olepševanja, brez poezije, popolnoma direktno. In zdaj pridemo do zaključka. Kako se ti dve, na videz popolnoma nezdružljivi zgodbi, na koncu združita. Kaj se zgodi, ko se noč bliža koncu?
No, tukaj pride do najbolj presenetljivega dela. Ne glede na pristop, poetičen ali pa direkten zaseko, je neposredni cilj obeh pevcev popolnoma enak – osvojiti dekle za to noč. To je tisti skupni imenovalec, ki na koncu združi njuni zgodbi. In ravno ko mislimo, da je to pač zgodba za eno noč, se zgodi nekaj čudovitega. Pesem nenadoma preseže okvir zabave, odpre vrata v prihodnost in namigne na nekaj veliko, veliko večjega. Kar naenkrat ne gre več samo za žur, gre za možnost prave, resnične ljubezni. In potem, kot strela z jasnega, pride vers, ki spremeni popolnoma vse. Kar se je začelo kot himna eni bežni nori noči, se konča z mislijo na večno ljubezen in poroko. To je tako nepričakovan, a hkrati čudovit preobrat, ki da pesmi neverjetno globino. In tako nas pesem na koncu pusti s tem vprašanjem, ali je ta žur le minljiv trenutek, ali pa je lahko začetek nečesa trajnega, nečesa zavedno. Morda je pa pravo sporočilo pesmi prav to, da se tudi v najbolj divji noči lahko skriva obljuba za celo življenje. Kdo bi si mislil, kaj ne?